Lepo pozdravljeni v že 5. epizodi Jecljajočih novic. Danes bom govoril o uspehu slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022, o aplikaciji Marko PCT, o live YouTube nastopih ter tudi o trenutnem stanju na kriptotrgu. Letošnje olimpijske igre slovensko športno javnost ponovno niso razočarale. Nekako sem pričakoval 1 do 2 medalji pri slovenskih smučarskih skakalkah ter pri teku z našo Anamarijo Lampič. Iskreno povedano, potihoma sem tudi pričakoval medaljo pri mešani ekipi v smučarskih skokih. A glej ga zlomka, kako sem se zmotil. To so bile ponovno res izjemno uspešne zimske olimpijske igre, ki so že za nami, skorajda za nami. Saj smo osvojili 7 medalj. Okej, do tu vse lepo in prav. A tu se šele moje razmišljanje začne. Neštetokrat, ampak res neštetokrat se ob uspehih vodilni možje, pa to v vseh sferah, hvalijo, kako je to dobro za šport v Sloveniji in kako to pripomore k prepoznavnosti Slovenije v svetu. No, res je, da vsaj letos so denarne nagrade za osvojene medalje pri nas na kar zelo visokem nivoju, glede na ostale države in predvsem na višino nagrade, ki so jo naši športniki za medalje prejeli v preteklih letih. Tako je letos zlata medalja vredna skupno nekje okoli 75.000 evrov. Od tega dobitnik zlate medalje dobi 55.000 od države in pa dobrih 20.000 še od Olimpijskega komiteja Slovenije. Ampak, dragi funkcionarji in vsi tisti na vodilnih mestih, kje ste pa vi takrat, ko si morajo športniki v nekaterih primerih doplačevati ali celo v celoti sami plačevati razne treninge in ostale stroške, ki pridejo s tem? Če še ne veste, večji del finančne pogače pri nas dobi Smučarska zveza Slovenije in posledično tudi s tem alpski smučarji in seveda skakalci. Že kar nekaj časa je namreč znano, da razen tistih najboljših si morajo ostali smučarji vsaj delno, če ne tudi v celoti kriti stroške treningov. Oprostite, ampak vkolikor si mora nekdo, ki je v reprezentanci, sam pokrivati vsaj del stroškov, potem je tu nekaj hudo narobe. No, saj dokaj podobna zgodba je pri skokih. Vsako leto, že kar nekaj let, se za njihovo delo nameni vsaj 2 milijona evrov in tudi več. Res velikih uspehov pa tu ni. Tukaj jaz mislim predvsem res na tisto skupno top 3 mesta v svetovnem pokalu. Mogoče pa jih zato pustijo pri miru, kajti dejstvo sicer je, da naši moški skakalci na velikih tekmovanjih kar nekako ravno takrat skupaj spravijo tisti dober dan in osvojijo medalje. Ne pa, vsaj po mojem skromnem osebnem mnenju, so bolj kot ne povprečni skakalci. Vsaj v celoti gledano. Okej. Je izjema letošnje leto, ko imajo že kar nekaj vidnih uvrstitev. Dragi funkcionarji in vsi tisti, ki ste na vodilnih mestih. Kje ste takrat, ko je vsem jasno, da v ozadju preprosto ni mladega, talentiranega pogona, ki bi vse te različne športne panoge vlekel naprej? Prej ali slej namreč pride obdobje v športu, ko tisti boljši športniki zaključijo kariere, in vkolikor zadaj ni neke perspektive, je nadaljevanje v tej panogi zelo težko. No, pa da ne boste mislili, tukaj gre dejansko res za problem celotnega sistema financiranja celotne športne zveze kot v celoti, kajti vse se začne in konča pri denarju. Jaz osebno sem namreč prepričan, da ne glede na šport, vkolikor res obstaja nadaren športnik, bi se le temu morala že v mladih letih dajati neka vrste športna štipendija, ki bi res omogočila brezskrbno posvečanje športu. Je pa res, da vsaj v smučanju in podobnih športih na začetku ali pa vsaj do nekega mladinskega pogona finančno breme prevzamejo starši. Zato seveda ni nič čudno, da se dostikrat zgodi, da je veliko športnikov iz družin,
ki si lahko te stroške tudi privoščijo. To je boleče dejstvo. A na trenutno celoten sistem športa, ki je pri nas, ne vidim za nadaljevanje čisto nič dobrega. Ne, kljub res zelo super imenu aplikacije, te aplikacije nisem razvil jaz. Gre za zelo preprosto, super aplikacijo, ki omogoča, da imate na enem mestu tako QR-kodo PCT-pogoja, kot tudi svojo sliko. Nič kolikokrat namreč iščemo osebno izkaznico, vozniško in podobno, da izkažemo istovetnost glede na QR-kodo. Ta aplikacija pa to naredi vse v enem koraku. Ker boste zdajle videli na zaslonu, je namestitev čisto preprosta. Na Apple Storeu ali Google Playu si namestite to zaslon aplikacijo. Ko jo boste odprli, vas bo vprašala za QR-kodo, ki jo tudi skenirate. No, zadnji korak je slikanje dokumenta, ki je zelo preprosto. To sliko, ki ste jo naredili, potem samo še obrežete in potrdite. Ekola, tako lahko je. Pa še eno pomembno dejstvo. Ta aplikacija ne potrebuje dostopa do interneta. To je zelo velik plus te aplikacije. Ma pa ta aplikacija sicer trenutno en zelo velik minus. In to je takrat, ko bi radi imeli na telefonu QR-kodo od večjega števila ljudi v naši družini zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tega pa ta aplikacija žal še ne omogoča. Trenutno je možno samo za eno QR-kodo. Ampak v celoti gledano pa je res to super zastonj aplikacija, ki tudi prihrani marsikatero nevšečnost. Od 20.2.2022 bom imel poleg TikTok prenosa v živo, od sedaj naprej tudi YouTube v živo nastope. Gre tukaj predvsem za to, da se poveča krog mojih gledalcev. Moje prvo javljanje v živo je sicer bilo že napovedano tukaj na YouTubu in v tako imenovanih shorts videoposnetku, a se žal tisti dan ni vse išlo tako, kot bi moralo. Zakaj? Ja, zato, ker mi je moral YouTube sploh odobriti prvo javljanje v živo. Imajo pač tako politiko in nič ne moremo proti temu. No, sedaj je vse odobreno in okej, tako da je vse pripravljeno za javljanje v živo. Kdaj bom imel live na YouTubu, boste izvedeli, lahko seveda na vseh mojih socialnih platformah. Vkolikor še niste naročeni na katero izmed prikazanih opcij, dajte se naročiti in tako ostanete v stiku z mano. Kot vedno, ko govorim o finančnih produktih, mora priti na vrsto najprej en disclaimer. Jaz nisem finančni svetovalec. Tu gre samo za moje osebno mnenje. Vkolikor želite vlagati v finančne produkte, se posvetujte z osebo, ki je kvalificirana za opravljanje takšnih poslov. No, evo, zdaj smo dali tisti nujni disclaimer mimo in se lahko posvetimo dejansko moji tematiki dan. Pri kriptovalutah smo trenutno v obdobju, ko gredo cene ponovno navzdol. Nekaj časa je sicer bil nakazan počasen vzpon, a nekako kar pričakovano sicer ni prišlo do tako imenovanega bull runa. Trenutno je namreč še vseeno preveč negotovosti na celotnem trgu financ, ki pa je seveda kljub vsemu tesno povezan z trgom kriptovalut. Same velike institucije še ne vlagajo v Bitcoin, saj tudi te institucije spremljajo razmere po svetu. Na finančne trge dejansko vpliva tudi ta trenutna napetost Rusija-Ukrajina v času snemanja tega videoposnetka. Ne pozabimo, vedno je v ozadju denar. Denar je na žalost sveta vladar. Sam pričakujem še sigurno zelo volatilen trg vsaj do konca februarja. So pa te razmere seveda super za tako imenovane dnevne trgovalce. A jaz osebno vam takšno početje, vkolikor res niste profesionalci, odsvetujem. Zakaj? Vaša denarnica vam bo hvaležna. Menim pa tudi, da je še vseeno možnost, da še pride do kakšnega hujšega padca cene na trgu kriptovalut. To drži sploh v primeru, vkolikor se bodo trenutne razmere po svetu še bolj zaostrovale. Hvala vam iz srca za vso podporo in komentarje, ki jih dobivam za omenjeni kontent na tem YouTube kanalu. To mi iskreno daje samo še dodatno motivacijo, da bodo moji posnetki in moj kontent na tem kanalu samo še boljši. Ok, zdaj imate pač dosti mojega žlobudraanja za danes, tako da vam pa še za
tisti ta pravi konec povem še samo eno mojo misel. Govor je dar, ki ga moramo ceniti.